pozdravljeni na današnji novinarski konferenci. Govorili bomo o odpornosti mikrobov proti antibiotikom, ki je eden od ključnih izzivov za prihodnost. Predvsem bomo pogledali, kakšni so najnovejši podatki o porabi antibiotikov in trendi v Evropi, v svetu in Sloveniji, kakšni so potrebni ukrepi, da bi zmanjšali rast protimikrobne odpornosti in pa kako lahko z vsemi ukrepi vsi pripomoremo k temu. Tako da lepo pozdravljam in je z nami doktorica Melita Vojnović, vodja predstavništva pisarne Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji in vas kar vabim k uvodni besedi. Hvala. And allow me please to speak in English because I can read in Slovenian, but I think this is a usual and very good discussion. As you heard, the resistance to antimicrobial medicines, not only antibiotics, but it is also antiviral drugs, we see it in HIV, antimalarials, is becoming the key problem for the future, the key problem for sustainable development. If we know that today 1.2 million people die directly from resistant microorganisms, and mainly bacteria, 4.5 million are dying because of comorbidity with this bacteria. This is the situation today. The estimate is that in 2050 it will be 2 million people dying from resistant bacteria. And I'm saying that this is an optimistic prognosis. Because if we continue this way, it is just going to speed up. Bacteria have no borders, viruses have no borders. COVID was a good example of that. We can all sit down in our houses, but this is not going to stop. The issue here today is that we have to go in the clinical sector, and this was the meeting today, and I'm really grateful to the university clinical sector, Docent Norčić, Professor Bejović, everybody for hosting it, because today we had all hospitals from Slovenia coming together, reaffirming Slovenia's commitment to fight this scourge, but also looking at all the elements, because antimicrobial resistance and resistance to antibiotics is not only one program. It also has to do with infection prevention and control, it has to do with diagnostics, it has to do with treatment, but it has to do with behavior of people, of everybody. Not only health workers, but also of the population. And unfortunately the problem is bigger because it goes beyond the human and health sector. We know today in the world, and this is what the World Health Organization has been discussing together with all United Nations and with leaders of the world in the United Nations General Assembly this year in New York in September, where there was actually a high-level meeting on antimicrobial resistance, because it is in the agricultural sector as well. I'm very proud to be in Slovenia because whenever I go to the shop I can see meat without antibiotics. And that means not that the animals were not cured of a disease with antibiotics. It means that the agriculture is not using antibiotics in the fodder as a growth stimulator. So we have a wider problem. There is even a wider problem because unless we have a healthy environment, a clean environment, and what does that mean? It means wherever you have a hospital and people are taking antibiotics, whatever goes into the sewage is burdened with antibiotics. I'm not talking about only discarding everything, all the materials where antibiotics were stored in. That is also a problem, but that can be cleaned up. But the sewage is another problem. And then you have the pharmaceutical industry everywhere in the world. Now, antibiotics are critical. They are miracle medicines of the 20th century. If we do not stop the resistance now, in 10 years we will not have medicines to treat very common diseases. Very common diseases. People will die again of sore throat, of tonsillitis. People will die of appendicitis. People will die of things that we have forgotten that people can die from,
Why? Because we have the miracle medicines. And this is really a miracle, so we have to really protect it, keep it. And once again, I'm really grateful. We have heard today really good results, but we cannot sleep. It is like diphtheria. It is like other communicable diseases. We become victims of the success. Slovenia has really been successful. It has really kept under good control the situation. But in order to do the program, we need financing, we need political commitment, we need sufficient number of health professionals at every level. We cannot expect nurses to have to grow another pair of hands or 3 or 4 pairs of hands to be able to clean the hands every time they stop doing something on one patient and go to another patient. And this is the critical thing. So we have the knowledge, we have the understanding, we have the surveillance, we have the equipment, but we need really all to work together. That's all from me, and I'm really happy to have you here today. In the folders you have much more materials. I can also share you my speech in Slovenian so that you don't have to transcribe, but what I want is really to ask the media to work with us and to support the health professionals of Slovenia in their fantastic work. Thank you so much. Najlepša hvala, doktorica Vojnović. Zdaj pa vabim profesorico doktorico Bojano Bojević, ki je predsednica Nacionalne medresorske komisije za smiselno rabo protimikrobnih zdravil v Sloveniji, da nam predstavi, kje pa smo v Sloveniji in kakšen je pač nadzor, ukrepi, kaj je potrebno. Lep pozdrav in hvala za udeležbo. Medresorska komisija že ime pove, skuša združevati znanje, izkušnje iz različnih področij, ne samo klinične medicine, klinične mikrobiologije javnega zdravja, na področju humane medicine, ampak tudi področje veterine, veterinarske mikrobiologije in pa strokovnjakov, ki analizirajo mikrobno odpornost in prisotnost antibiotikov v okolju. In vsa ta združena znanja, predlogi grejo potem odločevalcem za ukrepe v državi. Zdaj, če se omejim samo na predpisovanje antibiotikov, v Sloveniji smo primerjalno z drugimi evropskimi državami, tudi po nedavnih podatkih, ta teden izidejo vsa letna poročila, sorazmerno dobri. Torej, 6 držav predpisuje več antibiotikov na recept in 7 jih predpisuje več manj bolnišnično. To se pravi, da smo nekje v boljši tretjini. Seveda pa smo lahko deloma zaskrbljeni zaradi strukture te porabe, ker precej je pri nas bolj širokospektralnih antibiotikov, seveda ker so problemi z mikrobno odpornostjo pa nekoliko večji kot v drugih državah, ki imajo sorazmerno nizko porabo antibiotikov. In tukaj gre za področje predvsem preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, oziroma konkretno rečeno tudi strukture, torej infrastrukture, bolnišnične infrastrukture, ki ne omogoča izolacije bolnikov in pa tudi seveda števila osebja, ki lahko skrbi za bolnike in istočasno skrbi, da ne prihaja do prenosov okužb. Ta skrb za predpisovanje antibiotikov je bila prepoznana nedavno tudi v analizi OECD kot ukrep med ukrepi za obvladovanje mikrobne odpornosti, ki v bistvu doprinese največ k ohranjanju življenja. Zato si želimo, da bi lahko to dejavnost v Sloveniji ne samo ohranili na ravni, kot jo imamo, ampak jo dejansko razširili kot neko obveznost za vse slovenske bolnišnice, podobno kot imajo to recimo na Nizozemskem. Nizozemska je država z v bistvu najboljšo strukturo in količino predpisanih antibiotikov v Evropi in ob tem seveda z zelo nizkim bremenom mikrobne odpornosti. Hvala lepa. Najlepša hvala. Z nami je tudi docent dr. Gregor Norčič, je
vršilec dolžnosti strokovnega direktorja UKC Ljubljana, pa vas prosim tudi za pogled ustanove UKC, ki je danes gostila strokovno srečanje, o katerem danes govorimo in prav na to temo. Ja, jaz verjamem, da govorim v imenu vseh bolnišnic, v imenu vseh ustanov. Gre namreč za temo, ki se neposredno dotika vseh ključnih vidikov bolnišničnih obravnav v razvitih družbah. Namreč z ukrepi, ki so potrebni pri obravnavi bolnikov, ki so kolonizirani ali okuženi z bakterijami, ki so rezistentne na antibiotike, se pomembno zmanjšujejo kapacitete bolnišnic. Mi namreč zaradi narave prostorov, ki jih imamo, moramo te bolnike izolirati v več posteljnih sobah, s tem pomembno zmanjšujemo naše kapacitete, s tem je v bistvu odpornost sistema kot takšnega pomembno manjša. Posledično je seveda z obravnavo takih bolnikov povečan strošek zdravljenja, kar pomeni, da se stroški medicinskih obravnav kot višajo. Nenazadnje pa, kot je moja sogovornica omenila, oziroma predstavnica organizacije združenih oziroma WHO, vpliva pa vse to tudi na izide zdravljenja. In ta negativni trend oziroma slabšanje izidov zdravljenja zaradi povečanja incidence teh okužb se bo lahko še večja v prihodnjih letih, zato je res pomembno, da to tematiko nagovorimo zadosti zgodaj. Še enkrat, na kratko, to se pravi, zelo pomembna tema za vodenje bolnišnic in sistema zdravstvenega kot celota. Ta problematika zmanjšuje kapacitete, viša stroške in slabša izide zdravljenja. To so taki tri pomembni elementi, za katerih je treba preči res vse sile, da se stanje v Sloveniji ne samo, da se ne slabša, bilo bi zaželjeno, da se izboljšuje. V tem trenutku, če jaz prav razumem, po profesor Bejović, smo še kar v redu v mednarodnih primerjavah, se še kar dobro držimo kot država, ampak trendi, kot smo na današnjih predavanjih lahko slišali, se hitro obračajo. Tu ni časa za zgubljati. Toliko z moje strani v imenu bolnišnice oziroma v imenu bolnišnice. Najlepša hvala. Z nami pa je tudi Tatjana Mrvič, vodja službe za preprečevanje bolnišničnih okužb v UKC Ljubljana, kjer si seveda zelo prizadevamo in imamo veliko aktivnosti na tem področju, zato vas lepo prosim, da predstavite še ta vidik. Pozdravljeni še v mojem imenu. Prihajamo dejansko iz največje bolnišnice, tako da pravzaprav mi smo zadnja postaja v Sloveniji za najtežje bolnike in pravzaprav na račun tega dejansko imamo tudi vsakodnevne probleme, kako te bolnike nameščati ustrezno, pritisk je zelo velik in pravzaprav tudi v zadnjih letih res opažamo, da se nam delež koloniziranih oziroma okuženih bolnikov z večkratno odpornimi bakterijami povečuje. Kot je bilo že lepo povedano, smo v fazi prenove, resursi se zmanjšujejo, infrastruktura je trenutno relativno slaba in pravzaprav je kar umetnost, kako v bistvu umestiti se te paciente na najbolj varen način, da se prepreči prenos. Naše osebje v bistvu je zelo angažirano pri tem, se pravi zaposleni v UKC se zelo dobro zavedajo problematike in pravzaprav za zelo enostavnimi ukrepi, osnovnimi, kot so higiena rok, je bila že omenjena, potem v bistvu čiščenje, razkuževanje, pravzaprav s temi res bazičnimi ukrepi se da zelo velik del stvari preprečiti. Kot je bilo pa povedano, nam pa zelo primanjkuje izolacijskih sob. Trenutno smo v situaciji, da imamo manj kot 20% sob za izolacije bolnikov, se pravi za vse izolacije. Veste, da se zdaj bliža tudi sezona gripe in podobnih zadev. Problem so sanitarije, problem so dotrajani prostori, vse to v bistvu smo že naslovili in se tudi že neke stvari in aktivnosti delajo na tem, ampak predno se bodo za razmere izboljšale, bomo imeli verjetno kar precej težav.
Kar je pa dodatna težava, je pa tudi to, da pravzaprav opažamo, da niso več to samo pacienti, ki so kolonizirani in prihajajo z drugih bolnišnic. Ne. Veliko bolnikov je v bistvu takih, ki pravzaprav nima nobenega podatka, da bi bili v zdravstvenem sistemu, kar je že bilo tudi izpostavljeno, tudi v našem okolju se zadeve spreminjajo, pojavljajo se največkrat odporne bakterije v samem okolju, v hrani, v vodi in na račun tega dejansko se lahko populacija potem kolonizira. Ne glede na starost, se pravi, imamo tudi dojenčke že, ki imajo v sebi prisotne večkratno odporne bakterije. Tako da ta problem dejansko je zelo velik in bo še večji, predvsem tudi stališče, kot bo verjetno kasneje povedano, dodatne terapije, ne, kar pravzaprav nihče več ni varen. Hvala. Najlepša hvala. In zdaj smo še pri otrocih, antibiotikih in v bistvu kaj opažate pa na pediatrični kliniki. Z nami je docent dr. Marko Pokoran, strokovni direktor pediatrične klinike, ki bi pa tudi upozoril na nekaj pomembnih stvari. Lep pozdrav še v mojem imenu. Ja, govoril bom v bistvu v imenu pediatrične klinike, pa v svojem imenu pač 30 let se ukvarjam z otroki z okužbami in 30 let v bistvu predpisujem praktično samo antibiotike oziroma od zdravil največ v bistvu to skupino. Torej, otroci so seveda glede okužb še posebej izpostavljeni na račun svoje mladosti, pa na nek način tudi svojega družabnega življenja, kolektivov, torej vrtcev in šol. Skratka, in seveda v tem zgodnjem otroštvu pogosto prebolevajo okužbe. V veliki večini primerov gre za virusne okužbe, ampak v določenih primerih pride pa tudi do bakterijskih okužb, bodisi kot zaplet virusne okužbe, ali pa že samo po sebi gre za bakterijsko okužbo, ki potrebuje zdravljenje z antibiotiki. 90% antibiotikov se otrokom predpiše v primarnem zdravstvu, 10% približno v bolnišnici. 75% predpisanih antibiotikov gre na račun zdravljenja okužb dihal. Mi smo torej v primarnem zdravstvu, mislim, da tudi skozi številne izobraževalne napore, tudi mojih predhodnikov, mojih učiteljev, pa z vključitvijo številnih deležnikov, mislim, da kar dobro izobrazili pediatre in tudi družinske zdravnike in je poraba antibiotikov pri otrocih v Sloveniji kar dobra, tudi struktura relativno dobra in se je dejansko v zadnjih 15 letih poraba antibiotikov pri otrocih v primarnem zdravstvu zmanjšala približno za tretjino. Res pa je, da je v bolnišnici se pa seveda predvsem na pediatrično kliniko prihajajo pa otroci, ki so kronični bolniki, kjer gre lahko za številna kompleksna bolezenska stanja, večkratno bivanje v bolnišnici, večkratno potrebo tudi po antibiotičnem zdravljenju in seveda to so pa neke okoliščine, ki pa lahko prispevajo k temu, da pride do pojava večkratno odpornih bakterij. Moram reči, da tudi v zadnjem času, tako kot drugje v kliničnem centru, se pojavljajo tudi večkratno odporne bakterije. Zaenkrat še imamo zdravila, s katerimi lahko tovrstne okužbe zdravimo. Je pa res, da je nabor teh zdravil nekako končen, oziroma seveda v tej borbi z mikroorganizmi, verjetno, če ne bomo antibiotikov uporabljali po pameti, utegnemo potegniti krajšo. Moram reči, da se seveda tudi pridružujem mnenju svojih sogovornikov. V bolničnem okolju je zelo pomembno, da imamo zadostne tako prostorske kot tudi kadrovske zmožnosti, da lahko za bolnike, ki so poseljeni z nekimi večkratno odpornimi bakterijami, skrbimo v posebnem ločenem okolju in da tudi ne prihaja do mešanja zdravstvenega osebja oziroma da to zdravstveno osebje dosledno spoštuje
vsa načela bolnišnične higiene, kar pa je seveda še posebej v zimskem času, ko je teh bolnikov, ki so akutno bolniki, potrebujejo pač našo pozornost lahko več, kot je naših zmožnosti, da na kar se da strokovni in kakovosten način poskrbimo zanje. Se pravi, zima bo seveda predstavljala tako kot vsako leto poseben izziv za naše zdravstvo, tako tudi za pediatrično populacijo in ne bo nam dolg čas. Ampak, kot sem rekel, mislim, da je potrebna pozornost, torej še vedno spodbujati smotrno, oziroma ta izraz mi je zelo všeč, skrbna raba, se pravi, da res skrbimo za ta zdravila, ki jih imamo in da jih uporabljamo po pameti, ker enostavno to so orodja, ki jih imamo. Najlepša hvala. Zdaj pa so vsi govorci na voljo za vaše vprašanja. Tina Svoje Medija 24. Mene zanima, kaj konkretno ta trenutek pomeni okužba z formo bakterijo za bolnika, koliko je na voljo nekih alternativ še in kako se to ta trenutek zdravi. Mogoče jaz. Torej ja, če vam povem čisto kakšnega konkretnega nedavnega bolnika, bakterija je občutljiva samo še za en antibiotik, pri katerem je sicer dokazana učinkovitost, ampak so nekateri pomisleki, torej morda ni povsem primerljiv z drugimi antibiotiki, ampak drugih ne moramo zbrati, ker je bakterija odporna. In seveda poznamo podatke po svetu, da je ta ista bakterija postala odporna tudi že na ta antibiotik in lahko se včasih zgodi to tudi pri posameznem bolniku, da pod terapijo začne ta bakterija spreminjati svojo občutljivost, razvije se tisti del bakterijske populacije, ki je odporen, ostali odmre zaradi delovanja tega antibiotika in tako v bistvu se bolnik pozdravi po naravni poti, tako kot je bilo to pred recimo 150 leti ali kadarkoli prej, če njegovi imunski mehanizmi uspejo to bakterijo obvladati. Tako približno to vteda. Zdaj, v večini primerov za recimo bolnika, ki je dejansko že v bolnišnici, je to že smrtna obsodba ali še ne? Lahko, v posameznih primerih ja. V Sloveniji na srečo pri posameznih primerih. Druga situacija seveda je, ko pride bolnik iz okolja, ko ne vemo, da je ta bakterija prisotna, ali jo pridobi v bolnišnici, pa spet ne vemo, ker je prišlo do enega stika, ki ni bil zaznan. Začnemo z antibiotičnim zdravljenjem, kot je dogovorjeno v bolnišnici glede na občutljivost bakterij na splošno. In seveda ta antibiotik ne deluje, ker gre za okužbo z bolj odporno bakterijo in je pač bilo premalo časa, da bi v tem času vmes, ko lahko predpišemo, ko vemo, za katero bakterijo je, se lahko potem stanje bistveno poslabša, lahko je tudi usodno. Torej, obe situaciji sta možni. Potem imam pa še vas eno vprašanje. In sicer govorite o pomanjkanju kapacitet, če smo konkretno pri UKC-ju, kolikšno je to pomanjkanje in je že kakšna rešitev zamišljena, se na tem, kaj dela so sredstva in kako bi to reševali? Zdaj, jaz lahko konkretno povem, ker imamo podatke z presečnih raziskav iz leta 2017 pa leta 2023, tako da se je število poslov zmanjšalo cirka za 10%. Po tem letu, se pravi leto, se je pa preselila še infekcijska klinika, kar je še dodatno zmanjšalo kapacitete, tako da v bistvu smo kar šli številkami navzdol. Število obravnav pa ostaja približno na istem nivoju. In kar je še zelo problematično na naše strani, je tudi to, da pravzaprav so ležalne dobe kar dolge za nekatere bolnike. Recimo, ne vem, tudi 15 dni, tudi 30 dni, recimo nekateri pacienti so pri nas tudi več mesecev lahko, In pa kar pa dejansko tudi opažamo, je pa problem odliva pacientov. To je dejansko pač ni prostora v domovih za starejše, domovih ne morejo vzeti, rehabilitacijske sposobnosti so v državi pač takšne, kakšne so in ti pacienti ostajajo pri nas. In dlje, ko si v bolnici, seveda večja verjetnost je, da boš dobil bolnišnično okužbo.
Se pravi, ne samo večkratno odporne bakterije, tudi druge so, pač okužbe so lahko, ampak večkratno odporne bakterije so pa potem dodatni problem, ker potem še dodatno omejijo možnost premeščanja bolnika kam drugam, ne. Tako da glede rešitev pa mogoče docent Norčič. Rešitve so v prihodnosti. Zagotovo tu treba na več področjih biti aktiven. Daleč najpomembnejše področje je to, o čemer se danes pogovarjamo, da skrbimo, da z racionalno rabo, z ustreznimi higienskimi ukrepi, incidenco, število teh bolnikov zmanjšujemo, število teh bakterij, da čuvamo antibiotike, da bomo te bolnike lahko zdravili. Zdaj, te kapacitete, to je bilo v bistvu vaše izvorno vprašanje. Kar se tega tiče, si obetamo nekaj izboljšanja z novo infekcijsko kliniko, ki bo bolj prilagojena današnjemu času, kot je bila stara, pa tudi s sanacijo preostalih posteljnih kapacitet v kliničnem centru, kajti s tem, da zmanjšujemo število bolnikov po sobah, s tem, da jim nove sanitarije, ki so na posamezno sobo vezane, hočemo zgraditi, pravzaprav olajšamo te izolacije in skrbimo za to, da z enim bolnikom ne zasedemo več postelj. Tako da se vidite, oziroma slišali smo danes, da je to pravzaprav mednarodno sprejet indikator, kakšen je delež postelj, enoposteljnih sob. To je kakšen delež postelje v enoposteljnih sobah. Kajti to so postelje, ki so za izolacije, za obravnavo teh bolnikov najbolj dragocene. Takih imamo mi, nažalost, v tem trenutku zelo malo, ker so bile vse naše kapacitete, naša infrastruktura grajena v enem drugem času, ko so neki drugi standardi veljali. Tako da upamo na čim boljše izboljševanje naše situacije. Čisto konkretno, recimo ena sodobna bolnišnica, koliko bi imela teh prostorov za izolacijo, kakšen procent, recimo, kakšenih ima UKC? Tu je pa mogoče pozval. Pravzaprav v Skandinaviji so vse sobe tako narejene, da so pač enoposteljne oziroma maksimalno dvoposteljne. Mi jih imamo pa trenutno manj kot 20%. Operiramo številkami nekje 700 plus postelj, od tega zdaj pa zračunite 19% je enoposteljnih, pa še dodatni problem, te enoposteljne sobe nimajo vse sanitarije, kar pomeni, da v bistvu so sanitarije skupne in pravzaprav, če pacient gre ven, si zelo malo naredil, ker se pacienti srečujejo na WC-jih, recimo. Tako da kar velik izziv njihov. If I may just explain one thing, and I'm not sure if you have noticed it, colonization and infection. Colonizacija okužba. Colonization means that you and I might have the Staphylococcus aureus, which is resistant to methicillin in our nose, both of us, and we are healthy. We have come to the hospital to do, I don't know, I broke my arm and I need to be in the hospital to do a operation. And I'm, of course, scratching my nose, and the nurse is coming, and the doctor is coming and everything, and the next patient next to me, who is just half a meter or 1 meter from me, is coming as well. And that patient might get my Staphylococcus and will easily develop a disease while I'm still going to remain healthy. It's a very simple way. So when we speak about capacities, this is exactly. In the Hospital Spallanzani in Rome 20 years ago, when I was there, in the infectious clinic, every room was a single room, and they had negative pressure because they were treating tuberculosis there, they were treating other things. This is very expensive, but this is the infectious clinic. But when we speak about all other clinics, in the current situation today, it is exactly strong hygiene, which requires staff, education of the patient, and facilities, which means including treatment of sewage. It's very expensive. And this is what in New York all the leaders, political leaders, prime ministers and presidents said that they will support. They did not see the bill. And when the hospitals, and Dr. Norčič and Professor Bejović will go to the prime minister and tell him this is the bill, he will say, you're nuts. I need this money for something else. The only way to contradict that is telling him that one
box, let's say, of penicillin costs $100. I'm just taking it. And one box of something that is treating a multiple resistant bacteria is $12,000. And maybe this is the scale that we have to talk about. So the standards will not help unless there is really a full understanding of everybody that this costs money, but the money has to be invested now, otherwise we are going to pay later. You know, I'll use the Serbian sentence. Ko ne plati na mostu, platit će na ćupriji. And it's sooner or later, it's going to happen. So let's invest now. This is actually a plea for investment into the health sector to prevent that we start dying tomorrow of something that we can easily treat. Ne vem, če pa še kako Ja, vprašanja. Domena, da bi se kar navezal, ne vem, če sem ujel podatek zdaj v novogradnji Infekcijske klinike, koliko postelj bodo sobe, če se že pogovarjamo v bistvu o problematiki. Eno do dvoposteljne, z lastnimi sanitarijami in oddelek za visokookužne bolnike, ravno s tem namenom, ne, če bi bila kakšna taka zelo, zelo odporna bakterija, kakšna okužba, da bo možno izolirati. Tako da ste zadovoljni s to investicijo? Zgrajeno bomo zelo zadovoljni. Seveda pa to ne bo izolacija za vse bolnike v kliničnem centru, ker v bistvu jo do neke mere potrebuje vsakdo, ki pride v bolnišnico. Tam ne pride do prenosa od ostalih, recimo 5 bolnikov, ki so trenutno hospitalizirani v eni sobi, recimo na enem, ne bom rekla kirurgiji, ampak na enem oddelku, kjerkoli. No, ampak to je sporočilo, ki je bilo bili kar posredovano. Skratka, mi nimamo problema, ki se tiče izključno ali pa samo infekcijske klinike. Imamo problem vseh bolnikov. Imamo lahko bolnika, ki pride na en drug oddelek, za eno drugo patologijo, pa je sam nosilec koloniziran s to okužbo. Mi moramo njega praktično enako obravnavati kot enega, ki je kužen. Ne? A zdraviti ga moramo na tem oddelku, zaradi katere patologije je prišel. Ne? To se pravi, pogosto kirurški bolniki, pogosto bolniki z drugimi patologijami, zato mi rabimo ta standard. Ta standard se ne nanaša, kot sem ga prej omenil, na infekcijske klinike po svetu. Vse po svetu ni nujno, da imajo organizacijo medicine po enakih oddelkih kot mi. To se nanaša na standard bolnišnice kot take, to se pravi, bolnišnica mora imeti čim večji delež svojih kapacitet v obliki enoposteljnih sob. Tam javnost se to napačno razume, da mi za neki luksus iščemo. To je strokovna kategorija, strokovna norma, da imaš ti bolnike, kar se da po sobah, majhnih številkah, oziroma zmanjšaš s tem možnost prenosa teh okužb med bolniki. To je, v teh respiratornih obdobjih, oziroma obdobjih respiratornih infektov, bomo mi imeli potencialno kužne bolnike na vseh oddelkih. Mi bomo samo zvedli, da so oni kužni, ko bodo že tam. To se pravi, bilo bi za nas zelo oportuno, zelo koristno, da bi te bolnike imeli v izhodišču po enoposteljnih sobah, in če ugotovimo okužbo ali kolonizacijo, ni takega problema. Če pa to ugotovimo pri bolniku, ki je skupaj še s 3 drugimi sobi, so pa kar naenkrat vsi 4 potencialno okuženi. To je problem. Ne gre samo za infekcijsko kliniko, tam se bodo prav posebej kužni, pa prav posebej ogroženi bolniki zdravili, ampak vsa ta enaka razmišljanja veljajo tudi za druge oddelke, pediatrično kliniko. Vse. Tudi, če lahko jaz povem, imamo dvoposteljne sobe v glavnem, ne? In dejansko to, kot je rekel recimo, se pravi, če je naval, potem se, če že damo skupaj, recimo v smislu kohortne izolacije, 2 bolnika, ki imata isti virus v dihalih prisotna, recimo, ne, in tam pač ta dejavnik prenosa ni pomemben, ker imata pač enakega povzročitelja. Bi pa rekel, ne, da seveda tudi mi bomo v tem času, recimo, pač glede na število postelj, ki jih imamo, lahko pomagali nekoliko tudi otroškemu infekcijskemu oddelku, ne. Bomo pa na ta račun v zimski sezoni morali zmanjšati število naročenih sprejemov, da bomo lahko zagotovili zadostne kapacitete za akutno bolne otroke.
Tako da pač to je nekako matematika, ki se jo gremo vsako zimo. And today we were talking mainly about bacteria that are also typical for intra-hospital infections. I have to speak about a trend in Europe, which is resistant salmonella. And resistant salmonella, the reservoirs are animals. Now you would say animals are far away, but the number of pets, the number of reptile pets that people are having at their homes. And you know, when I was a child, touching an animal, touching a dog, everybody would run after me and tell me, wash your hands. Today I can see children kissing lizards, kissing dogs, and I'm sorry, for me, this is a big no-no, but this is becoming a common practice. And then we are surprised when we are finding a lot of these bacteria in the human population as well. So we are having a reservoir next to us, and it is basically a behavioral thing, also a message to everybody that hygiene between the species, between animals and humans, is critically important. Because we are now counting 10 bacteria that are really problematic for us, but there are many more. There are many more that are just waiting to cross the border between the species, between humans and animals, and really become a problem. And then in the health sector, it's actually your clinical center that will have to treat that, and they will come colonized. And tomorrow we will have intra-hospital infections, not with the staphylococcus or something, but with salmonella, which will not be related to the hospital kitchen and the hospital food, but will actually come with the patients who will then translate it further. So that's another message for the population. Really, hygiene is in the core of everything. So I think we have to go back to the basics and help our health system to really function as it is, because it's a good health system. It's a very good health system. Gospa Mrvič, bi lahko prosim v kontekstu tega, o čemer se danes pogovarjamo, povedali še, kako je z obvladovanjem bolnišničnih okužb, tudi glede na logistiko, glede na pogoje v bolnišničnih prostorih? To je zelo velik izziv. Zdaj, prva zadeva se začne že v bistvu pri kadrih, ne? Pravzaprav delo nas, ki pač delamo na tem področju, v bistvu je zelo težko, zato ker dejansko ni zanimanja sploh, ne? Smo zelo okleščeni, se pravi, 1,5 zdravnika obvladujemo 2000 postelj v UKC-ju, ne? Kar je v bistvu praktično nemogoče, ne? Tako da sem rekla, hvala Bogu, da pravzaprav imamo na oddelkih res dobre odnose z osebjem, ki nam pomaga pri teh zadevah, da zadeva nekako uredimo. Je pa tako, da kar se tiče infrastrukture, smo zelo omejeni, ne, in pravzaprav moramo res začeti z bazičnimi zadevami, ne, se pravi, edukacija, higiena rok, kdaj se to izvaja, v bistvu, kako pacienta naučiš, da si on roke umiva, ne, kje se pacient lahko giblje, ne, vse te zadeve, svojci so tukaj, ne, v bistvu za dodatno edukacijo, tako da res ogromno dela vložimo v to področje. Se pravi, infrastruktura takšna, kakršna je, iščemo potem najboljše rešitve individualno, glede na to, kakšnega bolnika imamo, ne. Je pa huda težava, ne, kot sem že rekla, pač mi smo končna postaja, ne. Mi dobimo dejansko bolnike, ki so najbolj bolni iz cele Slovenije, se pravi, ki so že nekje bili, mogoče tam kaj pridobili, pridejo k nam, ne. Potem v bistvu so tukaj dolgo časa hospitalizirani, istočasno smo pa še regijska bolnišnica, ne. Zdaj, ko bo naval, ko se bodo začele respiratorne okužbe, pravzaprav bo zelo težko v bistvu te zadeve nekako obvladovati, ker bo pritisk na urgentne ambulante in na sprejeme zelo velik, kako pravzaprav obvarovati bolnike pred dodatno okužbo. Zdaj lahko tudi povem, ne, lansko leto, ko smo pač presečno raziskavo delali, vsak 10. bolnik pri nas je imel dejansko bolnišnično okužbo, ne, skoraj 10% tega, tako da smo pravzaprav v številkah relativno slabi, ampak v kontekstu, kar sem vam pa povedala, ne, dolga ležalna doba, starejša populacija, premestitve iz drugih bolnišnic, ne, pravzaprav, mislim, da pravzaprav delamo še zmeraj zelo dobro, ne. Tako da nekako upam, da bomo na tem trendu tudi ostali, ne. Hvala. Še kakšno vprašanje? Če ni, potem se vam najlepše zahvaljujem za udeležbo na današnji novinarski konferenci, vsem govorcem pa tudi najlepša hvala za čas in vse podane informacije.